Dobrodošli in prav lepo pozdravljeni na aprilskem filmskem srečanju ob kavi, ki ste si jo, upam, da skuhali sami ali pa kakšen čaj, že pripravili kakšne piškote, morda tudi za posladek. Jaz vas prav lepo pozdravljam iz Kinodvorove, zaenkrat še vedno prazne dvorane. Vendarle pa smo skupaj, čeprav na takle malo drugačen način. Tako, danes se bomo pogovarjali o filmu Tatiči in z nami je čudovita gostja Nagisa Moritoki-Škof. Preden predam besedo Ireni in Nagisi, pa vas prav lepo vabim, da svoje vprašanja kot običajno opišete v chat okence ali pa dvignete ikonico z dvigom roke in vas povabimo k besedi. Zdaj pa prepuščam besedo Ireni in Nagisi. Ker smo še vedno nadaljavo in po temle ogledu tega filma pa se mi zdi, da je to en tak film, čeprav se dogaja ves čas, sredi zime, sredi mraza, je tako nekako topel in mehek in čeprav je tako kar velike bolečine. No, ampak jaz sem danes prav vesela, da zunaj sije sonce in da je moja gostja dr. Nagisa Moritoki-Škof, kot je omenila že Anja. Namreč Nagisa že od leta 1995 je pravzaprav zaposlena na Filozofski fakulteti kot profesorica za azijske študije, je jezikoslovka, ukvarja se predvsem, se pravi, z jezikom, ampak z jezikom iz različnih pogledov, med drugim tudi to, kako nas pravzaprav učenje tujega jezika na nek način ponese v neko drugo kulturo in se na ta način bolje spoznavamo drug drugega. No, ni pa seveda Nagisa samo profesorica, znanstvenica, je nenavadno vsestranska ustvarjalka, umetnica, glasbenica, igra kar nekaj japonskih inštrumentov. Skratka, potem je to še zanimivo, ker živi tukaj v Sloveniji, poročena je s Slovencem, igralcem Janezom Škofom, imata 3 otroke in so na nek način taka multikulturna družina, zelo pisana, raznolika. No in mogoče še to povem, z Nagiso se poznava že dolgo let, spoznali sva se na pripovedovalskem festivalu, kjer je z nami podelila svoje izkušnje iz svojega otroštva, kako je ona brala, kako so jo pripovedovali in seveda tudi svojo glasbo, tako da se tudi zaradi tega tikava in smo se odločili, da se tikamo kar vse skupaj. No, in zdaj bi pa šli kar lepo, počasi k filmu. Nagisa, še enkrat res me veseli, da si z nami in mogoče nam najprej kar poveš tvoje vtise ob tem filmu. Najprej dober dan vsem skupaj in Irena, hvala lepa za prekrasen predstavitev. Zdaj, ker jaz sem izgubila besedo, kaj naj govorim, ker ti si prelepo govorila o meni. Film, kot ste vi vsi gledali, pa kot Irena povedala, prav topel film, tak močen vtis mi je naredil, pa hkrati razmišljam, kaj je družina in kaj je družba. Družina s krvjo ali družba brez krvi, ampak kaj je vez med njimi. Seveda nimamo dogovora in ne vem, kaj je prav, kaj pa ni prav, to sploh tega ne morem povedati, ampak to pa mislim, kaj je družina. In Nagisa, prej, ko smo se pogovarjali, preden smo se srečali v živo, sva pravzaprav obedva ugotovili, da je to pravzaprav film, ki ga je posnel izjemen japonski režiser, zelo velikokrat nagrajen. Njegovi filmi so zelo intimni, zelo se pravzaprav posveča tem vezem med družinskimi člani. Je pa res potem s temi filmi pa postal vedno bolj tudi družbeno angažiran. Kako smo vpeti v ta svet?
kaj nas povezuje, kaj nas pravzaprav razdružuje, kaj je tisto, ko se dogajajo neke majhne goljufije, o tem se bomo še dotaknili, vsega tega področja. In seveda, film na nek način se dogaja na Japonskem, po drugi strani pa sva rekli, da bi se lahko dogajal pravzaprav kjerkoli na tem svetu. Govori o tako univerzalnih temah, in ki niso značilne zgolj samo za bivanje ali pa življenje na Japonskem, ampak lahko bi se to dogajalo tudi v Sloveniji. Ne? In seveda se bo pa midve, ker si ti prišla od tam, dotikale tudi Japonske. Ampak zanimivo se mi zdi to, da je režiser izjavil ob tem filmu, da je pravzaprav ga spodbudilo to branje po časopisih, po medijih o teh malih goljufijah, bodi si recimo s penzijo, bodi si recimo odnos do kraja na Japonskem, sploh do teh malih tatvin, izrazito strog, to je nekaj nedopustnega. Ne? In je rekel, da na nek način ga je začelo to, se je začel spraševati, kaj je tisto, kar družinske člane povezuje. Kako si recimo ti videla to v tem filmu? Ja, družinski člani tako ne pustimo, da mi kradimo od nekaj. Ne. Ampak zato, ker si ti zdaj omenila okraj, to sem pomislila, v tej majhni trgovini je starejši mož, oziroma starejši trgovec. In on je vedel, da onadva sta ukradla, pa še malo je začela ukrasti in takrat on je rekel temu malem šoti, da ne učiti kraja te mali. In on je tam tudi imel en prostor oziroma eno mesto, kjer lahko bi bil. To pa ni družina, ampak to je čista majhna stara trgovina, ki bi skoraj bankrotirala, ampak tam je najdel tudi, mogoče ni pa najdel, ampak tam je tudi človek, ki lahko njega pusti, da je biti tam. Človek potrebuje eno mesto, en kraj, kjer lahko si ti. A je to družina, ali je to družba, a je to trgovina. Zanimivo je, Nagisa, ko stopimo v ta film, spremljamo najprej očeta in sina, Šotoja, in Osamo, pač ravno v tej trgovini. In začne se že s tem gibanjem, ki je tako res, pa potem tako, kar si kažeta, v bistvu že samo s tem, na nek način je ena taka mehkoba in ta deček, ta mlad fant, odraščajoči, je tako zelo tak lep otrok, mehak. In odnos med očetom in sinom spremljamo tak zelo senzibilen, ljubeč, čeprav vidimo že kar na začetku to krajo. No in potem, ko se ona dva vračata v tej hudi zimi, v tem mrazu, ko zakledata Juri, to deklico, na nek način, ko jo potem vendarle odvzameta in jo pripeljata v družino, tam srečamo potem to celo družino. In mi seveda vidimo, to je zelo revna družina. Takoj vidimo, da pravzaprav te male kraje so povezane s tem, da se lahko sploh preživijo. Ampak vidimo babico, vidimo mamo, vidimo očeta, se pravi starejšo sestro od tega fanta in še to mlado deklico. In najprej odnos te mame, tak, joj, peltajo nazaj. Kaj se je zgodilo? In potem mi pravzaprav vstopimo v to, da vidimo, deklica je pač ima poškodbe zaradi nasilja, zaradi opekline in tukaj se začne nekako razkrivati te vezi med temi družinskimi člani. In zdaj ob tem sem jaz pomislila, Nagisa, mogoče to pa je pač to, da še generacija, se pravi babica živi skupaj z mlado družino. Tudi v Sloveniji pravzaprav imamo tega še kar precej, da so stari starši na nek način precej povezani z vnuki.
kako je to recimo, a je to tako bi se rekla, lahko ena taka povprečna družina, dokler še ne vemo, a ne, kako so skupaj prišli, recimo, ki živi na Japonskem eno tako majčkeno bolj revno življenje. Kako ti to vidiš? Poprečno življenje v mestih, naprimer v Tokiju, v Osaki, pa taka družina, kjer je rasla punčka Julie Lin. Mamica, oče pa živi v stanovanju, pa en otrok, dva otroka. V deželjih pa še vedno taka močna tradicija, oziroma od starih generacij, pa babica, dedek živi s prvim sinom in drugi sin pa gre stran od doma, pa nekje ima hišo, ampak tista hiša, ki je ta prvi sin prevzel, pa podaja drugemu, oziroma prvemu svojemu sinu, pa tako naprej. Tukaj vidimo Nagisa, ko pride tisti gospod, preverjati, kako ta babica živi. Vidimo, takrat prvič vidimo, da ima ona nekje sina, pa vendarle ne živi z njim, ne vemo, kaj se dogaja. In hkrati začutimo to njeno željo, da z nekom živi, da ni sama. Da babica ni sama. V bistvu tudi ta gospod, ki pride v družino, ne vem, je to nek socialni delavec, ne vem, kaj je to predstavljal, ampak vendarle jo razume, da je za njo težko, da je sama v tem stanovanju. Ne? Zdaj veliko starejših ljudi živi živi sam, pa na stanovanju ali v domu, pa ne pridejo na obisk, zato ker dejansko Japonska je velika je toliko kot Italija in težko je obiskati, to je en primer, ampak drug primer pa tisti, ki živi daleč, pa pozabimo, pa ne grejo na obisk. Pa starejši tako skrbijo, da jaz bom umrla sama, pa ne vem, kako pa bom preživela, ko ne morem več hoditi, to skrbijo. Zanimivo je tudi, ko mi vstopamo, ko gledamo, ko spremljamo te člane te družine, seveda te njihove kraje so take majhne, vidi se, da brez tega pač ne bi mogli preživeti, hkrati pa vidimo eno neverjetno povezanost, recimo ta babica je res nekam tako topla in zanimivo je tam ta njen odnos do, se pravi, vnukinje, najstarejše kukar, do Sayaki, ki je v resnici Aki, ampak je prevzela ime od svoje sestre. Ta odnos recimo do tega, kako se babica izrazi, da reče, je šla mal zibati svoje zizike, migati svoje zizike. In tudi, ko mi gledamo ta prizor te deklice, ki je pač pravzaprav skupaj s svojimi sovrstnicami, kjer so pač v klepetalnici in kjer na nek način se razkazujejo in zadovoljujejo pač te moške. In tudi je to en tak zelo nenavaden in zanimiv pristop, da so vsi tako zelo človečni. Se pravi, tudi ta mlad fant, ki ima neke svoje bolečine, ki ni šel v službo, pa mu potem Sayaki reče, tudi jaz danes špricam službo, ali pa tudi jaz sem sama sebe kdaj poškodovala, se dotakne še te teme, ampak razgrne, se pravi, te oškodovanosti, da so zelo človeške, zelo vsakdanje, pač v družbi, v kateri mi vsi skupaj živimo, to ni značilnost, ampak v družbi, kjer se na nek način ne zmoreš preživeti. In so to potem neki izhodi, da lahko živiš kolikor toliko običajno življenje. Tukaj se mi je zdelo recimo pri tej deklici Sayaki, nič se ni v zvezi s tem zgodilo. Vsi so vedeli, da ona se hodi kazati, da se na nek način ukvarja z ene vrste prostitucijo, ampak vsi družinski člani so jo sprejemali, kot da je to nekaj povsem običajnega. Dovolijo, da to delajo. To delajo, tako kot ta trgovec. Ta trgovec. To, kar si omenila, Nagisa, pri tem trgovcu, to je bil kar tak močen prizor. On je dopuščal, vedel je, da pravzaprav Šoto jemlje in mu je dopuščal to, potem ga je pa na nek način opozoril, da pa le morda ni fino, da sestrica gre po tej isti poti. Da mogoče bi bilo le fino, da najde en drug način. In tle se dotaknemo enega področja, v čemer ta film pripoveduje. Ker oče
ne, pripoveduje sinu, v trgovini so stvari, ki nikomur ne pripadajo. So na nek način, kar rabiš, vzameš, a ne, skoraj tako, kakor da smo v nekem komunizmu. In hkrati sledimo toku tega fanta, pol če preskočimo tam, ko sprašuje glede kraje avtov, ne, takrat, ko gresta krast v avto, ampak vendarle te avtomobili nekomu pripadajo, ne. Recimo, kako je s tem, recimo z odnosom do, recimo, kaj je tisto, kar je skupno in kaj je tisto, kar je moje za moje preživetje? Kako ti vidiš to? Kaj je skupno, kaj je od nekoga, kdo je lastnik? To pa ne vem, ampak tako te revna družina, ne vem, če revna družina, ampak včasih smo živeli v majhnem prostoru zelo skupaj in smo imeli ta fizični dotik, pa v resnici nimamo prostora, kamor bežati, ne vem, gledati igrico, ali gledati YouTube, ali pa igrati igrico, ali karkoli. Zdaj ima vsak svojo sobo, pa lahko gremo gledati na svojem ekranu. Včasih ni bilo tega, ne. Včasih smo preveč se vtikali, ampak hkrati od tega smo se naučili, kako je treba živeti v družbi, ne? Kaj je dobro, kaj pa ni dobro. Ampak tudi smo zagorfali, ne? Kaj lahko zagorfamo, ne? Kako lahko zagorfamo, to tudi smo učili. Ne? Danes pa nočem iti v službo. Predvsej ta družina, vsi so šibki, ne samo revni, ampak so šibki, da ne morejo sebe tako lepo kontrolirati, da jaz grem v službo, ampak ne grem. Ne. In taki ljudje tudi imajo nekje biti. Oni tudi so tukaj, živijo tle, kaj čemu, ne, je treba živeti, ne. Ja, to se mi zdi, Nagisa, da si zdaj tako lepo izrazila. V tej družini so vsi na en način, tako kot je bilo včasih, več te povezave, ne rabijo velikega prostora, oni so vsi natlačeni, ampak vendarle se drug od drugega učijo in predvsem so med njimi ene vezi, ki so neizmerno, ki jim pomagajo preživeti. Ne samo preživeti, da drug drugemu pomagajo vsak s svojimi načini, ker recimo ta babica na nek način, pol se bomo še tega dotaknili, kako prihaja ona do denarja, ampak vendarle ona jim omogoča eno osnovno varnost, tudi tem svojim prostorom. Ne? In potem se mi zdi tako, da hkrati pa film govori tudi o tem, da nimajo pa oni moči, kako bi lahko, recimo to, kako ta mlada žena, ne, mama, kukar, v bistvu se vidi podjetje, ki začenja odpuščati in na nek način vedno bolj krči in na koncu naloži na te dve sodelavki, vidve se odločita, kjera bo šla. Obedve sta v situaciji, ko potrebujeta to službo. Se pravi, vržejo eno ali drugo v to, da kako naj se pa preživijo. Mogoče, Nagisa, zdaj, ker nam kar čas teče, bi vendarle jaz povabila naše gledalce, da se nam pridružijo, da še od njih slišiva kakšen vtis, pogled. Tukaj sem videla, da je gospa Majda napisala, da je moralna dilema kraja, a vzor posnemanja vredno so odnosi, razumevanje in sprejemanje drugega z ljubečo zavestjo, biti ljubljen. To se mi zdi, gospa Majda, da ste tako lepo izrazila, da v tem filmu, kljub temu, da se ves čas dotikamo te kraje, vidimo to eno odprtost in sprejemanje, da vsak nekaj počne, tudi če je nekaj slabega. Ne? Tudi do teh, če pogledamo recimo odnos, tudi ta oče, on je pravzaprav tisti glavni, ki uči te kraje, ne, te svoje otroke in nima nobenih pomislekov v zvezi s tem. A hkrati je tako ljubeč v tej igri, ne, cel kup je teh prizorov. Tako da jaz vas, dragi gledalci, povabim zdaj, da kdo kaj pove, vpraša gospo Nagiso.
Ja, no, aha, gospa Božena? Ne, narobe sem videla, sem mislila, da se je gospa Božena oglasila. No, potem pa greva midve, Nagisa, mogoče lahko naprej k temu, ne. Tega prodajalca si omenila, mogoče potem mi počasi vidimo, a ne, to, ko Jurij pride v družino in ko vidijo tisti prispevek na televiziji, da pravzaprav oni niso prijavili, a ne, izginotja te deklice. In po drugi strani pa vidimo meni en res tako neizmerno lep prizor te mame in te hčerke, kako tam z malo besedami pove, kaj to pomeni starševska ljubezen. A ne, tam, ko jo samo tako objame in reče, nisi bila tepena zato, ker bi karkoli naredila narobe. Če bi bili tvoji starši, bi te imeli radi, bi delali tako, ne? Bi te samo objemali. In tako počasi vidiš, kaj je tisto materinsko hčerin odnos, ne? Kako si pa ti videla to? Prav, ta lep prizor, da skupaj ne gledate en ogenj, pa tudi ognjemet so potem gledali. Pol sem mislila, ta družina ali mama ali kdorkoli, ni treba biti družinski član, treba se ukvarjati, ne? To s časom pa še s telesom. Mama, Nobuje, kako je že ime? Nobujo. Ja, Nobujo je šla, Nobujo in ta mala Din sta se kopali skupaj. Ne? Ona je imela te kopalke in tam, tako sta se dotikale, tam, kjer sta imeli lane, tam brez tega dotika nič ne bi bilo, nič ni, ne? Zato, ker sta imela fizičen dotik, pa tudi ni se ljubilo govoriti z njo. Lahko pa ona gre sama se tuširati, pa to je lahko konec, ne? Ker to hitreje, pa lahko dela sama, kar hoče. Ampak ne, z njo se ukvarja in za njo ima čas, da se pogovarjate, za pogleda, pa za poslušati in to naredi tak močen vez. Po drugi strani je pa zanimivo to, ker hkrati ob tej, se pravi, veliki, na nek način zelo lepi povezanosti med družinskimi člani, čeprav recimo mama pa hčerka ta starejša, ne, v bistvu mama reče babici, pa Sajako nič ne prispeva. In njej pa ni treba nič prispevati, ne, v družino. In hkrati pa potem kasneje, ne, ko se pogovarjata o moških, ne, takrat, ko babica v bistvu, kaj se ti je pa danes lepega zgodilo po tistem srečanju, ko sta se z unim mladim fantom, ko ga je pestovala v naročju ljubeče, a ne, in sta si podelila svoje bolečine brez besed v resnici, ne, in hkrati čutiš, da sta se zaljubila, ne. No, in tudi tukaj je bilo zanimivo, kako je babica bila tle ena taka modra ženska, ne, že samo mislim, tako, ne, kako je kaj šivala za to ta malo deklico, a ne, in kako je pač pravzaprav, ko je Sajaki prišla domov, že samo, ko se je ulegla k njej in čutila, da ima mrzle podplate, je čutila, da ni bil prav dober dan. V bistvu, brez velikih besed ena toplina. Po drugi strani pa čutimo skozi ta pritisk, ne, vedno bolj vidimo, da so člani povezani na način, da to ni družina in da jim pa vendarle onemogoča, se pravi te skrivnosti, da bi živeli recimo bolj običajno življenje. Tam, ko pravi Šoto, ki počasi, on je pravzaprav kaže, da vidi, da ni vse v redu. Ko reče, veš, sej, tisti, ki se lahko učimo doma, nam ni treba hoditi v šolo. Ne? Tam tako vidimo, da pravzaprav bi pa le oni želeli, da bi se ta vrata v običajno življenje v družbi odprla. Ne? In zdaj tukaj ne vidimo, tukaj pa je zdaj eno vprašanje, a ne? Nagisa, tukaj pišejo, da ti poznaš, a ne, oba svetova, slovenskega in japonskega.
ali vidi, da so si družine tam in tu različne, ali so si, se pravi, družine na Japonskem pa v Slovenskem podobne, predvsem v smislu, kaj je ljubezen v družini, povezanost, skrb za drugega, kako ti vidiš, a so kakšne razlike recimo družinskega življenja recimo na Japonskem, pa tukaj pri nas v Sloveniji, ki vendarle poznaš oba svetova dobro. Jaz mislim, da tukaj v Sloveniji bolj družinski vez je močen, ker močen, da v takem smislu, da hoče biti, oziroma da želijo biti skupaj, naprimer na koncu tedna, ob kosilu ali poletje, da grejo skupaj na morje. Tak družinski dogodek prav upoštevajo, tak občutek imam. Na Japonskem pa bolj tako oče v službi, mama pa doma, mama včasih gre honorarno delati, pa tako otroci pa grejo v šolo. Tako vsak po svojem, na vaseh pa še vedno obdružimo tak star običaj, da se družimo skupaj, ampak ne pa ob tem dogodku, naprimer ob nedeljskem kosilu ali poletje na potovanju, ampak tako skozi. Se pravi 24 ur skupaj. Tako da to, recimo, v tem filmu je prav ta izlet na morje, ki si omenila, recimo, vikendi, ta izlet na morje. Kako je pa potem to? Prav neobičajno. Neobičajno, zato je dogodek. Aha. Ne, ker tako v filmu, mene osebno se je ta izlet neizmerno močno dotaknil. Še zdaj, ko pomislim na ta prizor, mi je tako prav ganljivo lepo. Namreč, ker tukaj se vidi že to, ko potujejo, so taka, tako bi si rekli, običajna družina, ne? In potem vse, kar se tam dogaja, od tega, kako se oče pogovori s sinom, ne? Ker reče tisto, rad gledaš Joške, sem videl, ne, kako si gledal mamo. Ne? In potem, kako mimo grede toga poduči, da se to seveda mladim fantom dogaja, da se zbudijo z utrdelim udom zjutraj. In potem tam malo reče, joj, sem mislil, da je nekaj narobe z mano. Pa spet tam odnos do te najmlajše deklice, pa do Sajako. Pa še tam je ta dialog Nagisa, se pravi, med mamo, babico, pa to mamo. Kaj reče babica, koliko si res ti privlačna, ne? V resnici si zelo privlačna. Ne? In potem, no, seveda, tisti prizor, ko grejo oni noter med valove, pa jih babica gleda in reče, to ne bo trajalo večno. Ne? Tukaj te kar na nek način stisne. No? Tako, in v bistvu si rečeš, ni treba veliko, da bi ta družina lahko živela tako dobro. Ne? Ja, in ta skakanje, ne? Taka banalna igra, da valovi pridejo pa skačejo in samo to in so zelo veseli. Taka malenkost, ampak so prav veseli, prav šibki in skromni ljudje so. Ja. In, veš, to sem razmišljala, Nagisa, tudi to, film se dogaja po zimi, ne? Po zimi. Je ta zima, je tudi veselje, pol, če gremo na koncu, nekaj delata Snežaka, ne, Šoto pa Osamu, ne, ampak je zima, je kruto, to moramo preživeti, ne, nahraniti, skozi se tudi vrti okrog te hrane in v bistvu so tudi pri tem hranjenju potem nekam bolj tako veseli povezani, ne, od koruze do tistih nudelcev, takrat, ko se ima ta oče pa mama. Lepo, zanimivo mi je bilo tudi to, ne, ko vpraša deklica, ne, a vidva kaj počneta te stvari, ne, pa on reče, ne, midva sva povezana v srcu, nisva povezana tam spodaj, ne, in potem ona reče, ja, ponavadi družine povezuje denar, ne, pa on reče, midva nisva običajna družina, ne. No, tako to se mi zdijo kar taki močni elementi, ampak zdaj bi pa navezala na to, Nagisa, kako, ker mi pa seveda, ker nismo še bili, recimo, jaz še nisem bila na Japonskem, seveda poznam kaj, ampak vendarle vsi tudi povezujemo, pa zdaj se bliža pri nas tudi že pomlad, ne, v Sloveniji, s cvetenjem češenj, z tem plesom, z rajanjem, skupnim druženjem, ne, se pravi, z odprtostjo, ne. Kako je pa recimo, mogoče nam pa še kaj o tem poveš?
Za druženje, ne? Ja. Zato, ker si se omenila o hrani, jaz bi rada to dodala pa še z druženjem. Hrana, mogoče jaz sama osebno mislim, ampak zelo pomembna stvar v življenju. Brez hrane seveda ne moremo živeti, to je ena stvar, ampak hrana, tam, kjer je hrana, so ljudje. Družina v družbi, kjerkoli, tam, kjer je hrana, tam se zberemo in se pogovarjamo in pri hrani si vzamemo čas za kuhati ali za jesti ali za pospraviti. Ne? Tam so ljudje. Oni so jedli te nudričke, ne, tako kot si rekla, to je ta 100 jen, torej 1 evro in to so ukradli v trgovini in jejo, ampak s tem so prav zadovoljni. Ne pa za vitaminčke ali za telo ali pa za zdravje, ampak da jejo skupaj. In meni se zdi, da vsakič, ko jejo hrano, prav lepo tis mi naredi. Pa koroke, ne, te krokti, te odsvrti. Ja, odsvrti. Ja, to jejo pa res, to je taka pocena stvar. Mislim, da po tej ceni nimajo mesa noter, ampak so samo krompir noter, ne, brez mesa, brez ne vem kakšnimi lignje pa karkoli. In to jejo in s tem tako se greje po zimi na cesti z očetom pa sinom. In pri hrani imamo veliko spomina, pa seveda von hrane in to ugradi našo življenje. Zdaj sem se spomnila, v prvi japonski legendi, to je na začetku 8. stoletja napisana, tem se reče Kojiki, in v tej legendi imajo eno zgodbico. In to je tako, da žena boginja, ne, je šla na drug svet in mož, Bog, je šel pod ženo, ampak žena je že pojedla hrano v tem svetu, zato je ratala kot druga boginja. Tisti, ki je hrano, pa rata drug človek. To je tak simbol, da hrana naredi človeka, hrana naredi ljudje. Tudi tak motiv lahko vidimo v japonskih filmah, tako da po drugi priložnosti bom tako pokazala, ampak hrana ni samo hrana, ne. Tako da zdaj v tem korona času pa mi je prav zoprno, da vsak dan moramo kuhati kosilo, ampak obenem pa sem prav vesela, da vsaj vidimo pri jedelni mizi ljudje oziroma družinske naše člane in kaj se dogaja, pa kaj je bilo v šoli mogoče, ker naši otroci so že veliki in nočejo se pogovarjati več s mano, ampak pri hrani pa vidim, ne, ta obraz. In pri njih pa tudi tam v firmu pa tudi vidim, kaj se dogaja in kako jejo in učijo, kako se je, pa tudi uči, kako se je v drugem načinu, ne. To je zanimivo, Nagisa, zdaj, ko si omenila ta čas, ne, v bistvu lahko veliko asociacij ob tem filmu povežemo z današnjim časom. Namreč, najprej to za hrano. Vsi ti zelo srečni trenutki pri tem dogajanju so povezani, ne, s hrano. Recimo že na začetku, ko onadva po tistem, ko sta uspešna pri kraji, gresta na tiste krokete in se imata zelo luštno, ne. Potem tudi, ko gre mama dvigan tudi denar od babice, ko je že umrla babica, ne, spet, ne, jesta in še tam se dotakne tega, ko reče ona mlada žena, a bi krokete za svojega sina, ne, in se dotaknemo tega imenovanja, kaj pomeni imenovanje, mama, oče, tega se tudi sledimo skozi film in hkrati to, kar babica izraži, in tudi pol mama, ki pove, ko je že v zaporu, ne, zavrgli so jo, jaz sem jo pa našla, babico. In babica si predvsem ne želi sama umreti. Njej je bilo predvsem do tega, da ne bo sama. In zdaj v bistvu sem razmišljala prav to, kar si omenila korono.
prav ta čas, v katerem zdaj živimo, zaradi tega, ker se bojimo, da bi drugega bodi si kaj ogrozili z boleznijo, je tega druženja manj. Tudi če pomislimo na vse te ljudi, ki so pač pomrli po domovih in tako, je pravzaprav to največja bolečina, ko pomisliš, da so te ljudje pač bili vendarle na nek način, bodi si v bolnici, bodi si niso bili v stiku s svojimi najbližjimi. In to je kar ena taka velika bolečina in tudi hranjenja zdaj tega širšega družinskega je zdaj v resnici manj. Znotraj posamezne družine pa že še. Tako da se mi zdi to, da če bi ta film sem jaz gledala seveda prvič že pred korono, ampak zdaj sem ga videla pa drugače. Na nek način, kot da bi zdaj bolj zaznala ta občutek, ko si zaprt, pa ločen od drugih in si lahko tudi bolj sam. Mogoče je zdaj trenutek, Anja, če sem kaj spregledala, da še enkrat povabimo naše gledalce, da še oni kaj podelijo z nama ali pa kaj vprašajo Nagiso. Naši gledalci so pa danes malček sramežljivi, ampak naj še jaz prav toplo povabim, morda ste bili tudi sami na Japonskem ali pa vas zanima odraz japonske kulture v filmu ali pa prepoznavate sporednice z vašim življenjem, da kar delite z nami. Aha, tamle gospod Ivo in potem gospa Milena. Ja, lep pozdrav vsem, jaz ne morem si kaj, da ne bi znova pohvalil vašega izbora, zato ker je vsakič boljši film, ki nam ga ponudite. Ampak je pa res, da vedno pogledam, za kakšen žanr gre in ko je tu pisalo, da je kriminalka in drama, sem potem malo tako, kot sem bil očaran nad filmom, kot ste že predhodniki ali pa gospa Irena in gospa Nagisa povedali, je film res izjemno topel in prinaša to uvid v te drobne stvari, ki gradijo medčloveške odnose in to na tako mojstrski način, da težko bi lepšo stvar videl. Je pa še ena parabola, se mi potem ob koncu filma, da tam pa se vidi, zakaj je kriminalka. Zato, ker je vse skupaj tako prepleteno in tako zapleteno, da je od prave družine sta samo babica in vnukinja. Vse drugo je pa v bistvu nastalo zaradi sile razmer, okoliščin in vsega tega, kar jih je skupaj potegnilo. In je zanimiva teza, da ta obroben položaj v družbi, pač ljudi, ki so nekako porinjeni ven in se ukvarjajo s temi drobnimi tatvinami, da preživijo in goljufijami, jih pa poveže na tej človeški ravni. In tu se potem pokaže ta osnovna toplina, hkrati pa v bistvu, da je življenje ena sama kriminalka. Tako kot zgleda na koncu, ker na ta način skupaj sestaviti zadeve in pa tako mojstrsko jih postaviti v to staro hišo sredi novega naselja, ki za mene tudi pojasnjuje ta scenaristični vidik, da gre za družino kot temelj človeške družbe in celico, ki je gradnik, pa kakorkoli je že sestavljena, ali po krvni ali pa po drugi liniji, v ta urbani tist okolje, pa v staro hiško, je čudovito narejeno in res film, meni je osebno najbolj ostal v spominu ta prizor, ko zrejo v ognjemet, s tisto diagonalo v temi, ki vsi obrnjeni v nebo in komentarji, ki padajo ob tem. Tako da hvala vam še enkrat, bi pa samo ob tej priložnosti gospod Nagiso vprašal. Japonska je za nas tehnološki čudež, lepote, vrtov in tako naprej, vse te stvari, ki jih vidimo, lahko kot turisti, žal še nismo bili tam, je pa na drugi strani v bistvu to ena velika džungla videti po tej iz filma ven, urbano, tako kot povsod velika mesta, prepleteno, malo zanemarjeno tudi. In kako je danes ta ločitev velika mesta, na primer en 14-milijonski Tokio, pa podeželje, kako je to videti? Kakšno ločitev? Ja.
Kakšno? Namreč razlika, govorite o tem življenju, kako je na podeželju, se tam tradicionalno živi v teh malih skupnostih, kot so naprimer, slovenske vasi, ali pa je to tudi, sploh obstaja ali ne? Ja, obstaja. Naprimer, moja sestrična je na enem otoku in mož od sestrične pa ribič. In prav skupaj morajo delati, zato ker oni imajo ostrige in skupaj to pomeni, na tem otoku so, 10 družinah za ribiče, pa skupaj je treba delati, zato ker enostavno ne morejo delati sami. Tako skupno življenje imajo, to pomeni, da skupno življenje pomeni ne samo za delo pri nas, pomeni tudi za pijačo, pa za veselice, pa še ženske morajo se truditi, da kakšno dobro hrano delajo za cel vaščane. To še vedno obstajajo in seveda mlade generacije tega ne marajo, tako da grejo v mesto, včasih pa pogrešajo in grejo nazaj v deželo. Nagisa, kako... glede na to, da je pa pač vse to, kar je gospod Ivo je tako lepo povedal, da v bistvu gre za to, pač predstavljamo si po eni strani te, recimo res lepo urejene vrtove, estetika, vse te stvari, po drugi strani veliko tehnološko naprednost, se pravi tudi tak malo bolj, mogoče že bolj odtujen svet, in hkrati nam ta film pripoveduje, da brez te bližine, pa ne glede na to, za katero bližino gre, da brez te bližine ne moramo preživeti. To nam pravzaprav pripoveduje ta film. Je pa zanimivo to, kar je gospod Ivo rekel, to je daje tudi pod vprašaj, se pravi neka sodobna družbena vprašanja, kako sploh skrbeti drug za drugega. Kako, recimo to vidimo potem pri tem, ko so razkriti, da so pravzaprav, da niso povezani, in ko gre mama v zapor, in ko jo ta zaslišuje, zakaj je to naredila, da jo sicer razume, da je hotela ukrasti otroke, zato ker ni mogla imeti svojih otrok, pa vendar je tam ona zelo tako, kaj to, v bistvu tam se odpre vprašanje, kaj to pomeni starševska ljubezen, oziroma nasploh skrb za svojega bližnjega. Pomeni kar pomembna vprašanja. Zdaj pa gospa Milena postavila eno vprašanje. Nisem postavila vprašanje, želela sem se sam to še mogoče svoje strani dodati. Vse ste prav zdaj nekako zaključili to, kar sem tudi hotela pravzaprav povedati. Osebno namreč na film nisem, torej gledala sem ga brez, da bi karkoli brala naprej, da sem si ustvarila svoj vtis in meni se zdi, da je res nekaj posebenega, tako sem ga razumela, zato ker na nek poseben, izjemno subtilen način, bi rekla, prikaže nekako bistvo življenja, za katerim so vsi bolj ali manj zavedno ali nezavedno pehamo, pa ga spregledamo, zato ker je v resnici nam ta film pokaže zdaj, pa vsem, ne glede Japonska, Slovenija ali kjerkoli, da nam pokaže, kaj je pravzaprav v življenju najbolj potrebno, kaj je bistvo. To, da znamo živeti danes, ta trenutek v neki skupini, kjer lahko povemo, kjer smo lahko mi. Lahko poveš, da si nekako sprejet, da te ni strah, da ni vse popolno, da nimaš popolnega reda, če ga trenutno ne moreš, torej da nisi stalno bombardiran, moraš to, moraš ono, mora biti, ampak prosto živiš, si ljubljen in ljubiš, ne glede, da nisi popoln, ker ne moreš biti. Tako sem nekako to jaz razumela in da nekako opominja
na prefinjen način ta režiser, da ne vendar se ljudje danes, ko hitimo za popolnostjo, dekleta že pri 17 letih si hočejo kaj popraviti, pa so neskončno lepe že zdaj, torej da mora biti, da to, kaj je pravzaprav bistvo in da bi se vrnili, tako kot je rekla gospa profesor, k tistim vrednotam, ki pa so nehote še vpete v življenju v teh vaseh, ki še obstajajo povsod po svetu. Tako da, jaz sicer na Japonskem sem bila, ampak premalo, tako torej sem občutila to njihovo lepoto in njihovo spoštovanje, ki se pa mi zdi, da bi bilo lepo, da bi ga malo uvozili od njih k nam. Spoštovanje do človeka, sočloveka, to že z njihovimi pozdravi, pokloni, toleranco in ravno tukaj vidim, toleranca pa solidarnost sta mogoče vezi, ki ti ustvarjajo tisto osnovno celico, če pa zraven še tista krvna ljubezen in da je to slučajno podano v tvoji matični celici, to najlepše, dejstvo pa je, da je matična celica samo najprej za prve dva in njegove otroke, potem pa oni družine izbirajo naprej, Se pravi, da bi se morali tega bolj zavedati. Nekako meni se zdi, da je to abeceda življenja, sam da bi videli, kaj je v življenju pomembno, pa tudi to, če nekdo krade, zato da lahko preživi osebno, jasno krajev ne podpiram, ampak če je to edini izhod, vsi, kaj pa naj naredi, zelo pa obsojam velike kraje, ki jih je pa veliko. Tako da nam predolga, ker se mi radim s... To ste lepo povedali, res lepo, da ste povedali to solidarnost in spoštovanje tudi drugega. Tako se mi zdi, da sta to dve kar zelo pomembni temi tega filma, o potrebi tega, da če smo solidarni drug do drugega, potem lahko preživimo. In tudi to, kar ste rekla s temi majhnimi in velikimi krajami, eno je to, ko človek, zaradi tega, kot je Nagisa rekla, ker je šibek, ker ne zmore, si mora najti načine, da preživi. In tukaj te tatiči živijo na ta način, da so lahko sploh preživeli. Je pa res, da so to ta vprašanja, to, kar je gospod prej govoril, kako so se prepletali. Prepletali so se na način, da so drug od drugega nekaj imeli, tisto, kar pač od tam, kjer so prišli, niso imeli. Tako da to je tak kar močen element. Jaz bi se še to, če bi smela v to, kaj sem jaz nekako razumela. Ljudje naše bistvo, tako jaz razumem, hlepi po neki toploti, sprejetosti, da se lahko izraziš, to, kar sem rekla, da si lahko sam, kjer si, ne po zunanjem oblišču lepoti, to je prvi korak, ampak to je korak, to te ne napolni, če je samo to, To se pravi, to se mi zdi, da je tako lepo nekako pokazal in da si zato, da to dosežeš, tega tako grozno željan, da lahko kogarkoli tudi poskuša sprejeti za očeta, čeprav veš, da ni, ker ga rabiš. Ti rabiš to toplino, in družina si pač ne izbereš si usode družine, ker običajno imajo družine povsod ali pa tudi svoje težke probleme, pa smrti so, pa nepopolne družine, tako drugače. Tako da se mi zdi, da ta film je res nekaj lepega in da bi bilo dobro, da ga tudi mladina vidi, ampak tako po kakšnem pogovoru, ker mi smo že svoje dali skozi, pa nas je življenje kaj naučilo, poudarilo po glavi, Tako da še enkrat najlepša hvala. Hvala, Milena. Tudi je zanimivo to, pač film, ko se konča tam, pač na nek način, ko se mama
poslovi, a ne, od tega svojega sina, in ko ona dva, ko oče in sin preživita to pač ta večer, to noč skupaj in se vidi, koliko je med njima očetovsko-sinovske ljubezni. In tudi, a ne, to, kako mama reče, ti si zaslužiš še nekaj boljšega, a ne, in šolo, in izobraževanje in vse te stvari, hoče ga na nek način poslati še v boljši svet, a ne. In tudi oče in sin, ki se poslavljata, ne, v bistvu si izrasta, ne tako čist direktno, ampak on prvič takrat izrazi oče, ne. In oče, kako teče za njim, mu je res tako težko, ne, Nagisa. Ja, težko. Prej sem poslušala gospod Mileno pa gospod Ivo, sem se spomnila, zadnjič je me govoril en duhovnik, zdaj hodim preko Zooma, tako, ne pa srečanja, ampak vsak dan imajo on na enem templju meditacijo in tja hodim, ne, pa vsak drugi dan, vsak tretji dan. In mi je zadnjič govoril, zdaj pa preveč stvari, da najprej je treba vedeti cilj, potem pa delajo, naprimer za meditacijo, da je treba sprostiti, da bo manj stresa in grejo na meditacijo, ali pa grejo, ne vem, jogo, ne. Včasih je treba, da najprej delati, pa od tega, kaj počutimo, ne? Kaj se počutimo, kaj dobimo od tega. Prej je gospa Milena rekla, tam je ljudje, ne? Tam so ljudje in tam je človek, pa tam je sin in zato je treba nekaj delati, ne gledati, a je to kriminal, tako kot gospod Ivo prej rekel. Pri tem ne vem, kdo je kriminalec, ampak je treba delati, zato ker je tam en problemček, ali pa zato, ker je tam včasih je ena stvar, ki me čaka, da jaz tisto ukradem, ne. In pri tem pri meni je to kriminal, ampak včasih je, ne vem, zdaj preveč mislimo na cilj. Nagisa, meni se zdi to tako lepo, da bi to bil prav na nek način lahko zaključek tega našega pogovora. Je pa še gospa Majda nekaj lepega napisala, da na koncu vidimo, kako je šlo to ponotranju tega očeta, a ne, in obratno. Lim pa čaka, da pride nekdo mimo, ki bi jo imel spet rad, a ne. Vidi se, da ona pa hrepeni po tej ljubezni in to, kar smo, a ne, zdaj skupaj nekako videli, da ta film je pravzaprav res ravno v tem tako neizmerno lep, da se lahko ustaviš in na nek način vidiš to, kako brez solidarnosti in ljubezni nas ni. Ne moramo preživeti v tem svetu, ne moramo. In sem razmišljala prav tako, Nagisa, glede na to, da si ti pa seveda tudi glasbenica, zdaj bom nekaj drznega predlagala, da mogoče pa danes ta pogovor, seveda jaz se najprej vsem zahvaljujem, a ne, predvsem najprej Nagisi, vsem, ki ste bili danes z nami, ampak da bi pa ta pogovor danes pa zaključili tako, da se pač na nek način ustavimo in bi prosila Nagiso, ona je zdaj na študijskem izobraževanju v Puli, a ne, in nima sabo svojih inštrumentov, ampak sem pa mislila, če bi pa nekako se ustavili tako, Nagisa, če bi nam vendarle eno pesem svojo japonsko zapela, da se nekako tako v enem takem, da se ustavimo, poslovimo. Če se vam zdi tako prav. Dobro. Ne vem, kaj naj bi, kaj je primeren za zdaj. Karkoli, Nagisa, karkoli. Eno pesem Domovina, Furusato. Gre pa tako. Usagi oishi kano yama, kobu natsurishi kano kawa. Jaz sem tudi tako ganjena, Nagisa, tako da to je prav, to je res, tako da sem prav hvaležna, Nagisa, da si nam malček zapela.
o domovini. To se vidi, kako nas tudi tak film pravzaprav odpre v tisto notranje, kar nam je res tako, po čemer tudi vsi hrepenimo, no? Pravzaprav po tem, da smo skupaj in da smo povezani. Zdaj tudi meni ratalo hudo, a ne, ker gledam na Giso. Bom do konca po drugi priložnosti. Jaz se res tako, zdaj sem pa seveda tudi jaz takole malo ganjena, ne, ampak res se vam čisto vsem zahvaljujem in upam, da se spet kmalu vidimo, čeprav takole samo nadaljavo. Hvala Nagisa, hvala tudi za to pesem in za vse. Hvala lepa, hvala vsem. Nasvidenje. Hvala vsem, lep pozdrav še iz Kinodvora in se vidimo kmalu. Nagisa.